Današnja tema v osnovi bo predvsem osredotočena na to, kako posel v mrežnem marketingu v tem času preselimo na splet. Namreč, sami veste, v kakšni situaciji smo se znašli. Jaz upam sicer, da tale samoizolacija ne bo trajala predolgo, ker v osnovi le bistvo naše Kalivite je tudi to druženje, ta socialni vidik in smo zdaj kar hudo omejeni. Tudi opažam, da ljudje postajajo oziroma postajamo malenkost tako apatični in že naveličani vsega. In jaz vem, da je težko, se bomo pač vsaj na tak način preko teh spletnih srečanj mogoče malo motivirali, se spodbujali, se kaj novega naučili. Zdaj, ta anketa, ki sem jo jaz dala ven, je v osnovi ste že kar lepo pridno odgovarjali in bomo potem tudi v nadaljevanju pri tematikah upoštevali in pripravili to, kar vas v osnovi zanima. Tako da imeli bomo in poslovne vsebine, in vsebine o učinkovinah, o tem, kako si pomagamo v določenih zdravstvenih težavah, o tem, kako izboljšati naše komunikacijske in druge sposobnosti. Skratka, vse tisto, kar bo tudi vas zanimalo. Se bomo pa očitno bolj srečevali v teh večernih urah, zato ker tam nekje med 6. in 7. vas je večina glasovala, da vam to nekako najbolj ustreza. Vnaprej bomo pripravili nek program, tako da boste vi točno vedeli, kdaj v bistvu je in se boste lahko priključili, če se pač ne boste mogli, boste pa za nazaj pogledali. Skratka, jaz bom kar začela. Za vse tiste, ki ste zdaj zamudili, bom samo še enkrat povedala, danes bo naša tema v bistvu sfokusirana na to, kako posel v mrežnem marketingu preselimo na splet. Ravno zato, ker smo v situaciji, v kakršni smo omejeni v bistvu z osebnimi stiki in trenutno je to eden izmed bolj kot ne redkih načinov, kako lahko vzpostavljamo in držimo tudi stik z našimi člani ali pa iščemo seveda tudi potencialno nove. In prva stvar, če imate kaj zapisati, vam bom jaz določene stvari mogoče malo bolj poudarjala, pa si dajte to zapisati. Začeli bomo v bistvu z našimi profili. Verjetno poznate različna socialna omrežja, na nekaterih ste večinoma tudi prisotni, od Facebooka, Instagrama, TikToka, Twitterja in tako naprej. Jaz se bom danes fokusirala predvsem na Facebook, zato ker je tukaj, se mi zdi, da največji potencial za vas, da tudi vi najdete neke nove osebe, se pravi, da stopite z potencialnimi novimi uporabniki v stik. Zakaj Facebook? Zato, ker zajema najširšo ciljno skupino. Pač na Instagramu v osnovi so, vsaj po raziskavah sodeč, nekako tisti, ki so mlajši od 30 let, na TikToku sploh, pa tudi tam so nekako bolj te video vsebine. To bomo danes v ta osnovni fokus vzeli Facebook. Jaz upam, da že imate kreirane profile, če jih pač nimate, boste zdaj tudi dobili ene par napotkov, na kaj moramo biti pač pozorni, ko se fokusiramo v bistvu na ta poslovni del in ko iščemo nove ljudi na socialnih omrežjih. Prva stvar pri profilu, ki je zelo pomembna, je to, kako se mi predstavimo. Torej, moramo se predstaviti z našim imenom, z priimkom, z našo sliko. Jaz vem, da veliko ljudi uporablja kakšne simpatične slike raznih animiranih junakov, razne slike rož, ne vem, tisto, kar nam je všeč. Sej, a veste, to je vse lepo, ampak vam bom potem tudi v nadaljevanju povedala, zakaj se to pač statistično gledano, to so preizkušene stvari, ki vam jih zdaj govorim, zakaj to ni v redu. Zato, ker ljudje, potem, ko boste vi hoteli z njimi stopiti v stik, bojo šli pač gledati vaš profil. In če ne vejo, kdo stoji za tem profilom, če je to neka Miki Miška, verjemite, da ne boste dali nekega kredibilnega vtisa, oseba ne bo vedela, kdo dejansko ste vi. Zato je pomembno, da imate vi ime, priimek in da imate svojo realno, neko simpatično sliko tudi zraven. Ta vaš profil ne bo čist, ne bo nasmeten z nekimi neumnostmi, dejansko prikazuje vas. Zato, ker tudi, ko se boste vi konec koncev predstavljali drugim ljudem, vi brandirate, vi predstavljate sebe, ne svojo firmo. Zato se tudi zelo odsvetuje to, da imate vi recimo ime, pa potem zraven firmo. Recimo ne dajati Maja Kalivita.
vam bom tudi to v nadaljevanju povedala, zakaj ne. Predstavite se z imenom, z priimkom in z vašo realno neko simpatično sliko, zato da bojo ljudje lahko začeli vzpostavljati neko zaupanje z vami, kar je pa pač, verjamem, da se vsi strinjate, ključnega pomena, ko gradimo nek odnos. Bodite vi, predstavljajte sebe, ne firme. Druga stvar, ki je zelo pomembna in zakaj sploh izkoriščamo socialna omrežja. Zato, da pridemo do novih ljudi. Torej, druga stvar je to, da pač probamo poiskati, filtrirati tiste ljudi, s katerimi potencialno lahko delamo, ali da so naši uporabniki, ali pa tudi konec koncev naši poslovni partnerji. A veste, ne boste res pritegnili ljudi, če boste imeli na vašem Facebook profilu 1000 enih stvari o firmi. A veste, zakaj ne? Zato, ker bojo ljudje šli v bistvu potem pogledati, bojo pogooglali in ves ta trud, ki bi ga vi lahko v bistvu izkoristili za to, da bi zgradili z nekom odnos, se bo preselil na Google in bo na koncu ta človek recimo videl, aha, saj to je pa firma, ki pa moja soseda tudi nekaj s tem dela in bo na koncu naročil pri njej. Ali pa celo bo šel, bo spustil, pa bo šel na matično pač stran podjetja in se pravi, vas iz tega koraka izpusti ven. Zato nikoli ni dobro, da imate v bistvu na vašem Facebook profilu nametanih 1000 in eno stvar o podjetju. Jaz vem, da mi vsi imamo radi Kalivito, stojimo za njo 100%, smo navdušeni in bi to radi normalno vsem povedali, ne? Ampak morate vedeti, kakšna je pa percepcija ljudi, ki vas ne poznajo in ko vidijo nekaj, aha, spet je en, ki mi ponuja eno piramidno shemo, ne? Vi mu sploh ne boste imeli možnosti razložiti, kaj Kalivita je. Ne boste jih mogli nič vprašati, ker si bojo oni pač ustvarjali neko svojo sliko in ta slika, verjemite, da prej ali slej verjetno bo napačna, ker to pač ljudje delamo, neke stereotipe si postavljamo in potem predvidevamo, da je nekaj tako in če nimamo možnosti ljudem potem pojasniti, kaj pravzaprav je Kalivita, vsi bojo oni eno svojo lastno sliko o tem ustvarjali. Če zdaj samo povzamem, na profilu poskrbite, da imate realno ime, priimek, sliko, ne imeti zaklenjenega profila, ker če boste imeli zaklenjen profil, potem tudi ljudje ne bojo mogli videti, kdo ste vi. Predstavljate se pa z nekim svojim življenjskim slogom, zato ker ljudje radi sledijo tistim ljudem, s katerim se lahko poistovetijo. Recimo, če boste neke zgodbe dali gor, ki jih zanimajo, boste videli potem, tudi kakšni so odzivi. Če imate radi potovanja, dajte to gor, pa vas bojo potem začeli vprašati, kaj pa ti počneš, da toliko potuješ, kako to, da si bil v Lizboni, kaj si pa delal v Amsterdamu. In tako se potem začne neka komunikacija. In ta komunikacija ni vsiljiva, ampak dejansko izhaja iz tega, kar v bistvu ljudi zanima. In to je pa tretja stvar, na katero morate biti pa zelo pozorni. V ameriškem izrazu rečemo push ali pa pull strategija. Torej, ne biti vsiljivi, ne uporabljati push strategije, tisto, ko nekomu na silo želite nekaj na vsak način prodati, ne? Ampak dajte sami z nekimi, vzbuditi neko iskreno željo v ljudeh, da bojo oni sami hoteli dejansko dobiti več informacij o določeni stvari. To, da ljudi sami pritegnemo v bistvu k sebi, ne? Mi moramo na nek tak subtilen način pritegniti ljudi, ne pa jim nekaj vsiljevati. Ker to, če bomo mi nekoga posiljevali z nečem, verjemite, da bo na koncu imel kvečen kontra učinek. Ključ v vsem tem, se pravi, izkoriščate socialna omrežja za to, da pridete v stik z novimi ljudmi in ključ pa vsemu temu je pa to, da vi komunicirate s temi ljudmi. V mrežnem marketingu je ključna stvar to, da vi zgradite nek odnos, neko zaupanje. Zato je pomembno, da vi ne spamate ljudi, da jim ne vsiljujete nečesa, ampak pejte kontra, poglejte, kaj je tisto, kar njih zanima. Bistvo vsakega marketinga je to, da mi pogledamo, kaj so težave, kakšne probleme imajo ljudi in probamo pač tem ljudem pomagati, se pravi, poiščemo neko rešitev za njihove težave. To pomeni, da jih moramo znati dobro poslušati, da moramo zastavljati prava vprašanja, torej komuniciramo, to je ključ. Da bi pa nekdo na koncu kupil od nas, ker vsi tisti, ki ste danes tukaj, v osnovi ste
prioritetno zato, ker se ukvarjate tudi z poslovno možnostjo, ali si pa to želite. In če želite, da nekdo dela z vami ali pa da nekdo kupuje od vas, je ključnega pomena prvo to, da vas pozna. Se pravi, če vas ne bo poznal, so variante, da bo kupil od vas precej manjše. Druga stvar je to, da mu morate biti simpatični. Zato je pomembno to, kar smo prej govorili v točki 1, na kakšen način se vi tem v bistvu predstavljate preko socialnih omrežij. In tretja stvar je to, da zgradite nek odnos. Ljudje vam morajo zaupati. Brez zaupanja pač ne boste mogli zgraditi nekega kredibilnega in nekega dolgoročnega odnosa, kar pa konec koncev je cilj v Keleviti in verjamem, da tudi vaš cilj. Torej, spoznajte ljudi, komunicirajte z njimi. In če mislite, da boste v mrežnem marketingu, v tem poslu lahko zaobšli ljudi, potem se motite, potem to ni posel za vas. Če ne marate komunicirati, potem si raje poiščite nekaj drugega. Tudi ne morete pričakovati, da bojo ljudje kar samo kliknili na nekaj, kar boste objavili, recimo, da bi objavili, ne vem, sliko enega izdelka, pa da bojo kar kliknili potem gor in boste vi to prodali. Pač ne gre to tako enostavno, sploh pa ne danes, ker kupci zahtevajo mnogo več. In ta posel, dajte v bistvu, sploh omrežja, dajte izkoristiti za to, da pridete, se pravi, prefiltrirate ljudi, ki jih to že zanima, torej poiščete tiste, ki bi potencialno lahko bili vaši oziroma uporabniki Kelevitinih izdelkov ali pa vaši poslovni partnerji. Morate pa vedeti, da so še vedno, tudi na socialnih omrežjih, to samo ljudje in ne številke. In zato pač moramo z njimi komunicirati in mi moramo v prvi vrsti biti človek, šele potem prodajalec. To si zapomnite, kadarkoli boste želeli pač graditi nek odnos. Zdaj v poslu je tako, sploh pri Keleviti, jaz mislim, da si tukaj delimo vsi neke podobne vrednote in da želimo dejansko iskreno pomagati drugim ljudem in to lahko delamo tako, da gradimo kvalitetne odnose in to potem funkcionira na dolgi rok. Skratka, ko vi pritegnete nekoga, ko ste mu simpatični in vas on potem potrdi za prijatelja, prosim vas, ne v istem trenutku mu že buf, ponudba. Ej, jaz bi pa zdajle, veš, imam pa en ful dober projekt ali pa, skratka, ne izkoristiti v isti sekundi, ko vas nekdo pač potrdi za prijatelja, da ga že bombardirate s 1000 informacijami. Jaz vem, da ste navdušeni nad Kelevito, pa da imate krasne izkušnje in vse, ampak veste, da to človeka odvrne. Predstavljate si, kako bi bilo pač vam tudi, če bi vas nekaj dejansko zanimali, pa bi vi konstantno 10 enih in istih oglasov, mislim, naveličali bi se. Imeli bi tega dovolj, enostavno, ker nočete biti bombardirati in nočete imeti tega občutka, da vas nekdo nekaj posiljuje. Vi se hočete sami odločiti, da boste nekaj pač sprejeli, a boste nekaj kupili in tukaj je enako. Ljudje pač nočejo, da jim nekaj vsiljujemo, ampak hočejo, da se sami strinjajo s tistim in da imajo ta občutek v bistvu, da pride do vas zato, ker vas rabijo. In iz tega v bistvu probajte tudi vi izhajati. Torej, ne jih bombardirati v istem trenutku, ko vas oni pač sprejmejo za prijatelje, ampak dajte nadaljevati to komunikacijo. Tudi zelo je pomembno, da ne boste preveč razočarani. V tem poslu ne pričakovati rezultate čez noč. Ker če vi hočete iskreno in na dolgi rok graditi, morate vedeti, da to ne bo, ne vem, v enem mesecu. Včasih se vam bo zgodilo, da boste šele, ne vem, čez 1 leto, čez 2 leti, v tistem trenutku, ko bo mogoče na to nekdo pripravljen, ker ljudje smo različni, eni lahko odnos zgradijo hitreje, pa hitreje zaupajo, pri drugih lahko to traja, ali pa mogoče v tistem trenutku nima te potrebe, nima te želje. Ljudje se tudi spreminjamo skozi naša obdobja. Tako da včasih, če boste vi investirali, se vam bo lahko ta investicija vašega časa, pa vsega komuniciranja, vsega, kar ste vložili v nek odnos, vrnila šele čez, ne vem, 2 leti, ker bo prišel takrat ta pravi trenutek, pa bo rekel, ti, kaj si mi pa že ti takrat o Keleviti, veš kaj, zdaj bi pa jaz tole pa rabim. Skratka, zdaj pa stvar, ki je tudi zelo pomembna, pa si jo dajte, če imate zapiske, 3-krat počrtati. Vsa komunikacija, ki jo imate z temi novimi potencialnimi ali pa že tistimi, ki so pač vas potrdili, mora potekati v zasebnih sporočilih. Ali je to na Facebooku, ali je to na Instagramu, pa ne zato, ker bi vi karkoli skrivali, ampak če se vrnemo nazaj, ker sem vam pač prej povedala, kakšna je percepcija ljudi, če vidijo, da imate vi nasmeten
bom kar tako grdo rekla, pretiravala, če imate nasmeten profil z podatki o podjetju, o izdelkih, o ponudbah. Zelo hitro si bojo oni ustvarjali neko svojo sliko in vi, kot sem že prej povedala, ne boste imeli niti možnosti jim pojasniti, na koncu spet bojo šli, pogooglali in bojo v bistvu preko nekega drugega kanala zaobšli vas. Vi ste se pa toliko trudili, ne? Vi tega ne želite. Vi želite v bistvu sami zgraditi ta odnos, sami zaključiti prodajo oziroma sami pridobiti nove partnerje, ne pa jih speljati na nek drug kanal. Zakaj tudi ne poudarjate v bistvu firme na vašem profilu, vi brandirajte sebe. Ljudje želijo slediti ljudem, vodjem, ki vejo, kam grejo, ljudem, ki vejo, kaj želijo, kakšni so njihovi cilji v življenju. Ne pa nekomu, ki kar neki bluzi, pa ki ima pač konfuzno tisoče enih stvari. In vi niste vaše podjetje, zato dajte brandirati sebe in skozi ta kanal boste potem lahko začeli vzpostavljati neko zaupanje in vam bojo ljudje tudi sledili. Torej, poanta vašega profila ali na Facebooku, ali na Instagramu, ali kjerkoli drugje, ni prodaja. To si zapomnite. Ne izkoriščite vaših osebnih profilov za to, da bi prodajali, ampak izkoriščite to, da dobite v bistvu nove ljudi. Ko boste recimo objavili neko vašo zgodbo, neko izkušnjo, nek quote, ko boste videli, da se ljudje s tistim poistovetijo, da všečkajo, da komentirajo, potem dajte nadaljevati s temi ljudmi in komunicirati, ne? Šele potem, ko boste vi toliko časa komunicirali, da se bojo oni počutili zraven vas v bistvu varne, da vam bojo zaupali, da boste vzpostavili že nek odnos, takrat boste lahko potem tudi začeli naprej in jim tudi nekaj ponujati, ampak prvo vam morajo pač sploh zaupati. Statistično gledano, samo 2% ljudi je pripravljenih nekaj kupiti v tistem trenutku, ko jim vi to ponudite. Samo 2%. Medtem ko 98% ljudi boste mogli vi 5 do več ali manj, statistično gledano 80% ljudi je takih, s katerimi boste mogli 5 do 12 krat prej komunicirati, preden se bojo oni odločili za nek nakup oziroma pač bodi si izdelka, bodi si storitve, bodi si karkoli drugega, kar jim pač ponujate. A veste, kaj je to? Večina ljudi rabi, če gledamo zdaj neko aritmetično sredino, vsaj nekih 9 konkretnih komunikacij, preden se bo odločila, da bo z vami delala, da bo nekaj od vas kupila. To je to, kar ves čas poudarjamo. Gradimo zaupanje, gradimo odnos in dajte ljudem nek občutek in upam, da tudi vi iskreno želite ljudem pomagati, ker če ljudje tega ne bojo občutili, potem se tudi vi vprašajte, če ste v pravem podjetju in če pač si res to želite delati. Ker na dolgi rok boste uspešni in boste imeli rezultate samo, če boste res iskreno želeli pomagati ljudem, jih spoštovali in tudi na ta način komunicirali z njimi in gradili naprej. Prvo odnos potem lahko začnemo ponujati, ker dokler ne bomo zgradili nekega odnosa, bojo tudi ljudje vprašanje, če bojo hoteli sploh pogledati nekaj. Se pravi, če bi mi že kar takoj poslali neko ponudbo, pa da vas oni ne poznajo, najverjetneje tega sploh ne bojo pogledali. Ko ste pa vi zgradili nek odnos, ko bojo oni videli, da ste jim vi, ne vem, mogoče že kaj pomagali, da ste jim dobro svetovali, da ste jim kakšen pameten nasvet ali karkoli, se pravi, preko tega se je zgradil nek odnos, potem bojo pa tudi bili pripravljeni, recimo, pogledati nekaj o tem, kaj je mrežni marketing. Pa točno vemo, koliko ljudi ima predsodke, da je to piramidna shema in evo, ker mi nimamo možnosti, da jim pojasnimo, da to ni nobena piramidna shema, si lahko spet ustvarjajo neko svojo percepcijo. Ampak, če bomo mi prej zgradili nek odnos, nam bojo zaupali, potem bojo pripravljeni to pogled, pa bojo rekli, ok, bom to naredil zato, ker si to ti. Tako da to je ključ, zaupanje je ključ v vseh odnosih, ne glede na to, ali so to prijateljski, ali so partnerski in verjemite, da tudi pri vaših bodočih članih, s tistim, ki želite delati, boste mogli zgraditi ta odnos in to je tek na dolge proge. No, četrta stvar, zdaj, če sam na hitro povzamem, prvo, poskrbite za vaš profil, drugo, iščemo nove ljudi, se pravi, socialno omrežje izkoriščamo ne za prodajo, ampak za to, da poiščemo nove potencialne uporabnike. Tretja stvar, uporabljamo pull strategijo, se pravi, da pritegnemo ljudi, ne da jih vsiljujemo z nečim. Četrta stvar,
to je pa, da uporabljamo tudi pripomočke, se pravi orodje, ki nam lahko pomagajo pri poslu. Mislim, da smo o teh orodjih v Kaliviti že kar nekaj govorili, imamo jih vedno več na voljo, pa še vedno več jih bo. Tudi te videi, ki jih bomo zdaj posneli, so eni od teh pripomočkov. Torej, videi, zakaj lahko te pripomočki delajo na mast vas? Ne rabite vi takoj začeti nekomu razlagati o mrežnem marketingu. Najprej boste itak zgradili s komunikacijo nek odnos in tudi potem ne rabite konec koncev razlagati o poslovni priložnosti, ampak lahko to naredi nek video. In ko boste vi zgradili nek odnos, neko zaupanje, boste pač vi te osebi lahko poslali sam link, pa boste rekli, tukaj si tole poglej. Ne rabite vi mu tam risati krogcev, pa lej, takole je, pa ta sistem, pa uno, pa ta nagrada. Skratka, pač te pripomočki bojo lahko oddelali en del dela namesto vas. Vi samo dajte zgraditi neko zaupanje, nek interes, buditi ljudi, jim pomagati. Ne zna vsak lepo predstaviti enega izdelka. Niti sem prepričana, da vsak od vas ne more poznati vseh 114 izdelkov, ki jih imamo v sortimentu Kalivite. Ampak gledajte, zato imamo mi krasna predavanja, imamo zdravnice, pa naše strokovne sodelavke, ki so pripravile v bistvu predavanja in imamo to na YouTubeu, pa kaj, če vi veste, recimo, da je nekdo zelo pod stresom ali pa da ga muči nespečnost, pejte na naš YouTube kanal, kopirajte link od tega predavanja, pa mu ga posredujte. Tako mu boste pomagali, to je velika dodana vrednost za človeka. Sam vi morate prej detektirati to, da ima ta oseba pač neke težave, kar pomeni komunicirati, poslušati, pride do tega, kaj potrebuje in potem mu vi pomagate. Kar se komunikacije z ljudmi tiče, so zelo pomembne 4 stvari. In sicer prvo je to, če boste želeli v tem poslu seveda biti, morate ta posel imeti radi. Morate se videti v tem, morate se čutiti, morate živeti s tem. Če vi ne zaupate v izdelke, če vi ne verjamete, če imate en kanček mogoče dvoma, boste zelo težko vi kredibilno nekomu to karkoli konec koncev ponudili in ga prepričali, ker veste, ljudje niso neumni, se bojo hitro začutili, da tudi vi niste 100% sigurni in da ne stojite za tem. Se pravi, morate res iskreno imeti radi ta posel. Druga stvar je, če boste želeli delati za Kalivito, konkretno, morate imeti radi ljudi. Tretja stvar, to, kar že danes ves čas poudarjamo, morate radi komunicirati z ljudmi. In četrta stvar, iskreno jim morate želeti pomagati in morate jih tudi spoznati. Se pravi, ljudem konec koncev ne boste mogli pomagati, če jih ne boste prej spoznali. In vse to se spet vračamo na to, da moramo z njimi komunicirati. Naš cilj ni to, da mi prepričujemo druge ljudi. A veste, se vam bo zgodilo, da meni konkretno vam bom povedala en primer. Ko sem šla avto servisirati, pa je bil tam pri mehaniku še en človek in sva, ne vem, pač prišla do te teme, do Kalivite. In potem on meni začne pač govoriti, da je tako on pa raje še en jabolk poje, pa je to za njega, kar se tiče njegovega zdravja, je to boljš, kot da pa pač poje eno tableto. Veste, tazga človeka ne boš prepričal, ker ima svoje mišljenje. In naš cilj ni to, da bomo zdaj mi spremenili mišljenje tega človeka, ker če on misli, da mu bo pač eno kupljeno jabolko bolj pač pomagala kot ena tableta C vitamina 1000, potem pač naj si to mislila in naj ima svoje mnenje, mi vemo, kakšni so dokazi, imamo svoje izkušnje in tako naprej. V bistvu ni naš cilj to, da mi prepričujemo nekoga, ampak je naš cilj to, da detektiramo in da sfiltriramo tiste, ki jih to dejansko zanima. Torej, da poiščemo tiste, ki mogoče bi pa želeli kakšen evro dodatno zaslužiti, ker so se zdaj znajdli v neki stiski, pa bi pač lahko delali od doma, zato ker trenutno so mogoče na čakanju, ker so izgubili službo, vemo, kakšne so situacije, zdaj je zelo neugodno, kar se tiče tega in je veliko ljudi ostalo doma. In imajo neko možnost in jim lahko ponudite tudi to kot neko alternativo, kako lahko kakšen dodaten evro zaslužijo, kako lahko pomagajo ljudem. Točno boste vedeli, sam ljudem morate prisluhniti, da vidite, kaj je tisto, kar pač potrebujejo. Mogoče rabijo več časa. Kalivita je krasna priložnost za vse tiste, je to neke vrste podjetništvo, ampak kot podjetnik in vsi tisti, ki ste se mogoče znašli, veste, kako je biti podjetnik, koliko moraš investirati, koliko let in potem več manj garaš itak cele dneve za to, da si nekaj ustvariš.
pri Kaliviti pač moraš imeti tisto podjetniško dušo, ampak vseeno je pa tukaj velika prednost, ker ne rabiš investirati ogromno kapitala, tudi dokaj hitro lahko se priučiš vse veščine, ki jih potrebuješ, in kar je zelo pomembno, še vedno imaš ogromno prostega časa. In to je danes, mislim, da velika vrednota, velika težava je, ker ljudje v osnovi nimajo pač časa. Tako da, če to ni ena od prednosti, ki jih Kalivita ponuja, ne vem, sami presodite. Torej, da se vrnemo nazaj na te pripomočke, ki nam lahko koristijo. Eno je to, da posnamemo video in da potem pošljemo linke. Druga stvar, imamo, veste, tudi en kup enih predstavitev, skozi leta so se nabrale od vseh različnih proizvodov, tudi poslovnih predstavitev in tako naprej. Zdaj pa, kot vidite, je pa očitno prišel tudi čas, da bomo preselili tudi te naše predstavitve na splet. Torej, jaz vas lepo pozivam vse tiste, ki že imate svoje skupine, dajte delati spletne sestanke. Jaz upam, da ste se danes tudi vi nekaj naučili, da imate neko izkušnjo, evo, priklopili ste se na Zoom, gledamo se, poslušamo se, tako da je za vse nas ena nova izkušnja in jaz sem zelo vesela, da nam je pač že prvič tako dobro uspel. Torej, ali je to Zoom, ali je to Google Meet, ali je to Skype. Čeprav moram reči, da če imate večje skupine, se običajno tam Zoom nekako izkaže še kot najbolj stabilna zadeva. Ampak, če se boste resno lotili tega posla, boste mogli v osnovi enkrat tedensko delati neke sestanke. Toliko, da veste, pač, da držite ta tim skupaj. Jaz mislim, da zdaj časi so še toliko bolj, ko smo res izolirani, ko nimamo teh stikov in potem kar pozabljamo na tisto, kar je v osnovi najbolj pomembno, na naše zdravje. In verjemite, ogromno ljudi v teh časih je zdaj zelo depresivnih. Jaz vidim, kako vsi smo zaskrbljeni, lejte, saj ne vemo, pač, kaj nas čaka. Nas je strah, skratka, hitro zapadeš v neko tako melanholično stanje. Jaz verjamem, da se je to vam vsem zgodilo. Ampak tukaj smo zato, konec koncev smo tudi mi ena skupnost, ki se bodrimo med sabo, ki si pomagamo. Lejte, na koncu bo vse v redu. Samo verjeti moramo v to, stati si moramo ob strani, pač en drugemu pomagati in verjemite, da skupaj nam bo lažje, veliko lažje. Zdaj pa res samo še za konec. Vedno, ko komunicirate z ljudmi, dajte pomisliti na to, kaj je tisto, kar bi vi od človeka pričakovali, na kakšen način, da nekdo komunicira torej z vami. Pomislite, da če vas bo nekdo zasul, sem prepričana, da ste vsi že dobili v vaš ta private message, v zasebno sporočilo. Živijo, jaz imam pa, veš, zdaj se pokvarjam z enim ful dobrim projektom, pa saj veste, kako se pol to nadaljuje, ne? Ista sporočila, ki jih uporabljajo pač različne osebe. Živijo! Torej, bodite drugačni, dajte res personalizirati to vašo komunikacijo z ljudmi. Ni poanta, da vi nekaj skopirate, pa da uporabljate neke, bom rekla, te speme, no, praktično. Ne morete kar istih teh sporočil pošiljati vsem ljudem. Ljudje smo vsi različni, ljudje imamo različne potrebe in zato moramo tudi to komunikacijo vsakemu posamezniku prilagoditi. Ampak, če ga pa mi ne spoznamo, ne bomo vedeli, kakšna je tista komunikacija, ki bi pač njemu ustrezala in kje je šele potem zaključek prodaje, ne? Daleč od tega. No, na koncu pa, danes je tukaj veliko enih mentorjev, imate izkušnje eni že 21 let v Kaliviti in jaz verjamem, da vsi tisti veste, da imate lahko najbolj super mentorje, evo, Cilka, Francka, Erika, zdaj ne vidim vseh, no, tako da se Zdenka, torej Jana, vsi imate neke svoje mreže, ste mentori, učite vaše člane, sigurno se pa zavedate tega, da ste lahko vi najbolj perfektni, pa ste krasni, ampak nič ne pomaga, če sama oseba ni pripravljena rasti. Tako da to pa polagam na srce vsem tistim, ki še nimate zgrajene mreže, ki si želite zgraditi neko boljšo prihodnost po vaših merilih, po vaših kriterijih in obenem pomaga tudi drugim, kaj je lepše poslanstvo kot to.
boste mogli vlagati vase. To pač je osnova. Tudi, kako vas bojo ljudje konec koncev jemali, če ne boste bili vi zgled. Če vi ne jemljete preparatov, če se vi super ne počutite, če vi ne naredite nekaj zase, da niste kredibilni. In ljudje vam pač enostavno potem ne bojo verjeli, ne. Tako da z tega vidika, jaz mislim, da imamo veliko krasnih zgledov, že 20 let nekateri ostajajo nespremenjeni, a ne, tako da mi, ki smo okaliviti, to vemo, kaj moramo delati, dajte pa to vse dobro prenesti naprej. Tako da to bi bilo, kar se tiče teoretičnega dela z moje strani vse. Jaz upam, da ste dobili kaj uporabnega, dajte zdaj pokazati ja ali pa ne. Ok, to je dobro, ker vidim, da kimate. Lepo se imejte. Pa dajte se veliko smeti, ker smeh je pozdrav. Kakšen vic si vsak večer poglejte na mast poročil, toplo priporočam. Dajmo reči vsi adijo! 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 Čau, čau! Adijo! Da vidimo.